Pred plameni so bežali tudi Slovenci, ki so dopustovali v Omišu. V šoku opisujejo noč groze, ko so reševali lastna življenja. Nekateri so bili le 100 metrov oddaljeni od ognjenih zubljev. Z njimi se je pogovarjala Sandra Boršič-Domnik. Včeraj zvečer nad Tjaščinim apartmajem v bližini Omiša. Najprej je zavohala dim, kmalu je videla, kako v bližini gori. Pikanje je bilo, ko sva šla še zadnjič za apartmaje pogledati in sva nad apartmajem videla, da pač žari, že vse ne bo in da ne bo, ampak pač gost in vse se sveti. In takrat sva vedela, da nima več pač časa, sekunde več tam ostati. In tudi pač na cesti je bilo že polno ljudi, vsi so kričali in to je bilo pač zadnji cajt do greva. Bližala se je noč, elektrike je zmanjkalo, hitro sta spakirala in šla, zunaj pa. To je bilo dretje, otroci so kričali, vsi so pakirali, noreli, res kot da so si v filmu, kot da se to dejansko ne dogaja. Ob 23 sta šla proti Sloveniji. To je Omiš že. Ceste polne vozil, vsi so bežali na varno. Ko sva se vozila proti Omišu, pač to so bili toliko visoki plameni, kot da si v peklu, kot da pač nisem še česa tazga videla v živo. V bližini Omiša je bil tudi Darko. Ob 1 zjutraj ga je zbudilo kričanje na ulici. Ko sem videl, kaj se dogaja, sem takoj pograbil vse stvari, psa, pa ta prijateljica, ki je bila z mano, smo šli v avto. Ob 1 zjutraj pa praktično to od naju dveh bilo, ne vem, težko je oceniti, ampak nekih 100 metrov. Nebo je bilo rdeče, ob polnoči pa vroče, 32 stopinj, pravijo. Močno je pihalo, vladala je panika. Tudi Amadeja je iz hotela vzela le najnujnejše in zbežala. Vonjalo se je, dim zadušljivo. Ko sva se vozila, rabila sva za 4 kilometre 50 minut. Nekateri tujci so bili nestrpni, so vozili v nasprotno smer, so še oteževali promet gasilcem. Ena gospodična v avtu v nasprotni smeri je omedlela. S partnerjem sta zbežala v Trogir, danes popoldan pa sta se odpravila nazaj v apartma po ostalo prtljago. Požar je tam prišel tudi do plaže, poroča. Ni lahko videti kaj takega. Ne. V bistvu to prehaja za človekom. Tisti trenutek, ko si v šoku, niti ne doživljaš tega, da kaj si lahko, pa celo pot premišljuješ. Sem se kar tresla, no pač panika je, ker ne veš, kaj se dogaja, pa v bistvu ne veš, če lahko tam prišel. Jaz se še zdaj naježim, ko pomislim, kako je bilo dejansko videti, ko sva bila že v Omišu, kako je dejansko požar. Pač to je šlo tako hitro, da se sploh predstavljati ne moreš. Po noči je bila pač situacija taka, da niti nisem hotel prenočiti, še želel sem si dan. Iskreno. Ministrstvo sicer vsem Slovencem na tem območju svetuje previdnost in upoštevanje navodil pristojnih.